Letošnji Giro je bil zanimiv. Zato sva se danes skupaj z Jakatom usedla, da vam bova predstavila, kaj se je zgodilo, zakaj se je tako zgodilo in kaj vse ste lahko tam videli in kaj vse je razlog za to, da se je vse to zgodilo. In kaj bomo še videli pa na Touru zaradi tega Gira, ki je bil tako zanimiv, da bodo posledice verjetno videli še na Touru, vsaj za neki kolesarjev, pa lahko kaj iz Gira pričakujemo, da se bo zgodilo na Touru. Približno podobne taktike nekaterih ekip. Ja, in zato bova danes midva razložila, kaj točno vse je bil Giro 2025. Jaka... Jaz sem malo več Gira gledal kot ti. Sploh nekak začetek pa konc, ker tale začetek je bil zanimiv že na začetku v Albaniji, takoj, ko sem izvedel, da bo Giro potekal v Albaniji. Mi je bilo zanimivo, kakšne bodo ceste, predvsem to, zato ker pol, ko smo izvedeli, da gre še Roglič, me je sploh zanimalo, kaj bo, ker je začetek najbolj pomemben in ponavadi je Roglič vedno padel na začetku in smo pričakovali, da če je Albanija, to, da se lahko kaj tanega zgodi tudi zdaj. Ampak ceste so na moje začudenje, čisto iskreno povedan, bile zelo dobre, zelo lepe, take prav zamikali me, da bi šel pa kdaj v Albanijo kolesariti, ker je bilo res lepo. Morje, prav super je bilo. Ampak so pa bili tudi padci, na srečo Roglič ni bil udeležen med njih, recimo Mikel Landa je zelo hiter zapustil dirko, meni se je, si je polomil hrbet. Ker ni prav dober. Upam, da bo malo nazaj in pomagal Remku, mogoče je to handicap za Remka za Tour. Ne, drugače pa ni bilo padcev, se je bil tudi druga etapa kronometer in tam smo hitro ugotovili, da je Roglič zelo dober pripravljen in jaz sem mislil, da bo Ayuso njegov glavni konkurent, ker se je tudi dober pelil, pa tudi McNulty in tako iz UAE-a, tako da sem mislil, da bo med njimi borba za zmago, ampak na koncu tako to ni bilo. Tako da Albanija nekako kar mirna za Rogliča in zelo pozitivna naprej. Po pa je bilo ene par takih mirnih etap, kjer sicer na eni etapi, ki je bila taka zelo mrzla, hladna, je Roglič ni pokazal čisto vsega na ta zadnjem klancu, Ayuso je zmagal, pa Del Toro se je tam videl prvič, da je zelo dober in da se lahko drži ta najboljših, pa tudi šprinta lahko zelo dober, to smo videli in na koncu se je izkazalo, da točno to je njegovo največje orožje. Pa je prišla ta, meni se je 9. etapa, no se zdaj ni važno katera, ki je kopija Strade Bianche, čeprav s precej manj, pa precej lažjimi odseki makadama, kot na Strade Bianchah. Tam sem jaz osebno pričakoval napad UAE-a in se je tudi zgodil, ki je napadel, sicer malo nepričakovano, je napadel Del Toro, glih takrat, ki je se zgodil v glavnini padec. Udeležen je bil tudi Ayuso, Roglič je padel pa Pidcock, se mi zdi, in Roglič takoj zatem je šlo vse dol. Po moje ne bi šlo toliko dol, če ne bi imel še mehanske okvare, nekaj na kolesu, meni se zdi, da je guma počela, ampak nisem čisto ziher. In tam je zgubil pol še veliko energije, pa mogel loviti, pa ni ujel in zgubil veliko sekund in tudi veliko energije porabil. Zdaj Del Toro je spredi tudi nekaj mogel z Van Aertom pelati, ampak pol se Van Aert je zmagal tisto etapo. Ampak meni se je zdel največji zmagovalec tiste etape, tako Bernal je res dober odpeljal skupaj z Del Torom spredi, Ayuso je pa koleno si poškodoval. In nekako zelo zanimiva so mi ta trenja v UAE-u, ker se mi zdi, da pri njih ne deluje tale ekipa. Če ni Pogačarja v ekipi, ta ekipa ne deluje meni tako zrelo za nek Grand Tour, so vsi malo po svoje vlečejo. Tako da, ja, po tej 9. etapi je prišel naprej Del Toro, ampak je bil pa pol kronometer, meni se je po dnevu počitka takoj kronometer.
kjer je pa Roglič pokazal, da še vedno kljub poškodbi zelo dober, čeprav je padel na ogledu trase, je padel na drugo stran in pa se je pošalil, da zdaj je pa uravnotežena ta poškodba. Najprej sem na levo padel, zdaj na desno, zdaj sem super. In je pol tudi zelo dober odpeljal ta kronometer, zanimiv, in Del Toro ga je zelo slabo odpeljal, tudi dež je bil. No, pol je pa, mislim, da je Ayuso začel zelo dober, pa ne. Mislim, jaz sem takrat odpeljal svoj kronometer po dežju, tako da nisem čist celega gledal, ampak meni se da je bilo tako. In pri Ayuso tu se je pol nekako, sem še mislil, da bo on kapetan, ampak pol se je zelo hitro to njegovo koleno, motivacija je padla, se mi zdi, ker zaradi teh bolečin v kolenu ni mogel slediti, oziroma je mislil, da ne bo mogel zdržati čisto vsega in se je nekako podredil Del Toru. Pa so se pa začele klančarske etape, kjer je pa prišel naprej eni kolesarji, ki jih nisem do takrat toliko videl, Carapaz pa Simon Yates. Zdaj v tem momentu, jaz ne vem, kdo je zmagal ta zadnjo etapo Gira, tako da to ne bom mogel povedati. Mogoče Simon lahko, ker se je zihar že končal. Ti kar go naprej. Ja. Skratka, nekako Roglič je pol začel padati v formi in tudi te poškodbe so ga kar precej izdelale. Še enkrat je pol padel in to je bil nekako pol konc, tudi mrzlo je bilo na eni etapi in se je pol odločil, da je mogoče najbolj, da konča. In tudi jaz mislim, da je tako prav, ne glede na vse. Tour je čez en mesec, malo več, in je najbolj, da se pripravi za Tour. Tam bo imel tudi dobro ekipo, ki je tle ni imel. In po moje se tam lahko čist kosa za vrh. Zelo mu bi privoščil stopničke, mislim, da zmage ne more dobiti, ker sta dva premočna, se mi zdi. Ampak ja, če ostanemo nazaj na Giru, Roglič je pol odstopil, nesrečno, ampak tam se je pa pol že videl, Ayuso ta je tudi čebela pičla in je bil to v oko in je bil to razlog, da je pol odstopil. Kaj si ti ugotovil? Si že ugotovil, kdo je zmagal? Od Jumbo Visme je zmagal. Koj? Verjetno. Grem staviti na Koj. Ja, res. Ja, Olaf Koj. Ja, Visma, no vse do te ekipe še pridemo, zelo zanimiv je dirkala. Torej dvojno zmagoslavje za Vismo. Ja. Tak bi dal jaz naslov. Ja, skratka pol so naprej dirkali, Carapaz je napadal in meni osebno je izgledal Carapaz najmočnejši na tem Giru. Res je dober napadal, ta prvi daljši klanc je Del Toro ta posekal. Yates je tudi dober peljal, Pellicari sploh, ki se je pridružil pol Carapazu, sta res skup, sta zelo dober dirkala. Pellicari je pomočnik Rogliča. In meni se zdi tako zelo čuden, ker je bil Roglič še kapetan, da ga nikjer ni bilo. Pol je pa kar oživel, pa se z najboljšimi peljal ves čas, mi zdi, da zelo za svojo rit vleče ta Pellicari. No? Mislim, sej pač ga moraš razumeti, ampak jaz tako mislim, da v Bori nobenga ni bilo, ker je Roglič dirkal, imel težave. Dober, mu je pomagal na Makadamu, ampak na ostalih klancih pa ne. Se mi zdi, da zelo za tudi Dani Martinez je tudi šel v beg pol naslednje dni, tako da ekipa je malo čudna, ta Bora. Pa pol so kar neki pokazali, tako da so dobri, vseeno, če se potrudijo. Ja, pa Yatesa nisem sam štel za nekega favorita, pol pa so prešle zadnje dve gorske etapi, 4900 višincev, pa še naslednja, ki ne vem, je imela, pa to je 20. čez Finestre. Zdaj, tej v 19. sem jaz pričakoval Carapaza kot glavnega favorita, da bo napadel, pa je, da je tudi Yates nekaj mislil poskušati z nekim mostom. 4500. 4500, tale 20. Ja, skratka, dve zelo težki etapi. Tale 19. sem mislil, da bo glede na vse, kar je bilo bolj atraktivna, pa ni bila. Del Toro je pokazal, da še poveča prednost sploh proti Yatesu, pred Carapazom niti ne, ampak jo je precej povečal in je bil
za nekatere prvi favorit, sam zame ni bil nikoli. Jaz sem verjel, da bo nekdo drug zmagal, osebno sem mislil, da Carapaz, nisem pa Jejca mislil, kot tizga, da bo na koncu zmagal, sploh zato, ker to je pa zanimivo, ne. Prvi Finestre, zdaj za tiste, ki malo kasneje ste se začeli spremljati kolesarstvo, mogoče ne veste, ali pa veste, ki je zelo znano. Jejc je bil na enem Giru 2018, zelo dober, proti Ferumu, ker so Ferumu eno najboljših kolesarjev za Grand Tour v zgodovini se je boril. Zelo dober, imel 5 minut prednosti pred njemu. Pa je prišla pa ta 19. etapa, meni se zdi, da leta 2018, kjer je pa Jejc čist kapituliral na Finestre, Ferum je napadal 80 km pred ciljem, ga zlomil in Jejc je zgubil na tem klancu Simon Jejc. 38 minut do cilja, točno sem pogledal, 38 minut je ta razlika, precej velika za nekoga, ki je vodil cel Giro in bil dominanten. Skratka, zadev je zid. Ferum pa zmagal ta Giro z veliko razliko pred Dumoulinom. In to te psihično zlom, bom rekel, ti je zelo težko. In pol zaostajal je več kot minuto zdaj proti Del Toru v tej etapi 20. Ampak to, da je tako napadel in tako pogumen bil na klancu, ki mu je toliko slabega naredil v karieri, čeprav je pol tudi zmagal še Vuelto istega leta, kjer so Angleži zmagali vse 3 Grand Toure, tako kot Slovenci lansko leto. No, zdaj je dobil še ta Giro na tem klancu, kjer pa se mi zdi, da UAE je pokazal vso svojo neumnost. Jaz nisem mogel verjeti tej taktiki, da Carapaz pele Del Tora naprej, daje tempo, tudi Derek G je pomagal, ne, pa sej zase je dirkal, ne, hotel se ga je znebiti, sigurno. Ampak v narekovajih je pa pomagal Del Toru, dajal tempo, Del Toro pa polk je pa Carapaz v tako delčkih, se je zelo zanimiva etapa, res predlagam edina res zelo zanimiva, predlagam, da si jo pogledate, res vsaj highlighte, ker je bila res neverjetna, prav čuden je dirkal Del Toro, takoj, ko je Carapaz nehal vleči, ki je videl, da se ga ne bo znebil na tempo, je malo počasnil, da bo pol skočil in Del Toro se je ustavil in sta se pelala recimo 5 km 10 na uro v 8-9% klanc, čist počas za ene pol minute, minuto, res počas, vse skupaj, se je makadam tudi polovica klanca, ampak res sta bila počasna in to mi je zelo čuden, da ti imaš majico, tudi če si star 21 let, ne, pač razumljivo nisi zdaj prvi favorit, prišel niti v svoji ekipi ni bil prvi favorit, ampak enostavno, če imaš to majico, se boš potrudil, boš boril in vlekel, vse je na tebi, da vlečeš, ne na drugmu, tudi če je Južnoafričan, tako kot ti, ampak pa se je videl, da se mu tudi Carapazu ne da, ker sta prišla na vrh, je bilo konc, oba sta Južnoafričana. Američana, a sem rekel Afričana? Ja, ne, nista Afričana, ne, Američana sta. En je Mehikan, drug pa Ekvadorc. Ampak očitno tudi pol ni šlo več, ker sta prišla na vrh, pa spust ni bil čist prvi del ni bil čist strm, sta se mogla malo pogledati, kdo bo kaj vlekel. Del Toro tukaj ni imel nič za zgubiti, na spustu te Carapaz ne bo napadal, nič nima za zgubiti, lahko je samo na odru ali pa je celo prvi, če bo vlekel, ampak enostavno ni vlekel, gledal ga je, Carapaz pa tudi ni imel nobene želje tukaj loviti, ampak tukaj Visma, ne, to sem hotel še povezati s Turom, je pa Van Aerta poslala v beg, ker je to načrtovala, da bi pomagala Jejcu, da ko bo naredil, se reče, most, napadel zadnji, da če se to zgodi, bo Van Aert lahko pomagal, ker je bil delček po spustu ravnine do zadnjega klanca in je Van Aert naredil res vse in meni se je prišel na 6 minut prednosti pred zasledovalno skupino, ki je pa se čist počasno se pelali, noben ni hotel vleči, zato so mogli pol UAE-ovci od zadaj prijeti pomagati Del Toro, ker ne vem, tista dva bi po moje hodila še pol ure
do cilja, ker enostavno nista imela nič. Del Toro je skozi sledil. Zelo zanimivo mi je bilo. Vedno, Del Toro je v bistvu začel vleči na Finestre, takrat, ko je že imel virtualno roza majico Yates, ki je bila minuta 26, minuta 21, imel pa prednosti. In takrat je šele začel vleči, se jaz verjamem, da podatkov ni imel, ampak meni se, da so to menedžeri in tisti, Skakali. da so takrat rekli menedžeri mu, no zdaj pa pejt, ker če ne, no vnača, ne. Ampak zelo pozno so mu to rekli, da naj začne vleči. Meni se, da so zelo preveč se fokusirali na Carapaza in pojem je tale Yates ušel. Ki je pa tudi podaril rekord, recimo za ti, ki ne veste, cel Finestre, recimo, Chris Froome je bil zelo hiter na Finestre, pa meni si je podaril njegov čas za 5 minut. Tako da, ja, res je, da je Froome imel 80 km do cilja, ki je napadel, ampak ja, Yates je šel zelo, zelo hiter na ta klanc. Tako da, ta taktika z Van Aertom je pa zelo, zelo dober primer za Tour pol, kjer bo Vingegaard tisti, ki bo poskušal narediti isto kot Yates mu pa pomagal zmagati Tour. Tako da Visma ima v planu zmagati vse 3 Grand Toure, zagotovo spet z Vingegaardom zdaj Tour in Vuelto, na katero bo šel. Ampak tam bo tudi Pogačar na obeh teh dveh dirkah, tako da bo težko, ne? Bo težko, saj zdaj bo Dauphineja in bomo tam videli, kaj bo tu Remco, je še zraven, ne smemo njega pozabiti. Kronometer je tudi ravninski na Touru, ampak sej v klancih se odloča in to je to. Tako da zelo zanimiv Giro je bil to. V nekaterih momentih, drugač pa, koga bi še pohvalil, mogoče Matsa Peders na 4 etapne zmage, zelo dobri. Pa Vismo bi zelo pohvalil, Vismo pa Lidl Trek, ostali so bili pa zelo povprečni oziroma slabi. Zdaj UAE ni bil slab, ne, saj je imel kar veliko. Sploh na začetku so delovali najboljši, ne, ampak dobili niso pa nič, tako da bi rekel, da UAE je en velik poraženec te dirke, tako kot Bora, sigurno. Samo za 1 etapno zmago, UAE pa meni se 2. Tako da, to je nekako to. Ok, pa jaz še par vprašanj na hiter in potem je to za letošnji Giro zaokroženo. Kaj bi pa rekel za samo traso, ki je zbral organizator? A so dobro zbrali, slabo zbrali? Glede Albanije je zelo dober. Albanija je bila meni zelo všeč. Lepi klanci, no brez nekih zapletov. Dober, psi so jih napadali, to je noro, ne. Pa tudi ovce, pa koze, pa to je bilo pač po albansko, ne. Ampak drugače pa organizacija zelo dobra, niso se neki zelo pritoževali, bilo zelo v redu. Trasa lepa, sploh ta Finestre in Yates, vem, da mu to zelo veliko pomeni in je bil, mislim, res neverjetno, da takole dobiš največjo zmago, verjetno v karieri na klancu, kjer si zgubil vse. Tako da trasa mi je bila všeč, mogoče bi si želel več klancov, zaključnih vzponov, no. Jih je manjkalo, ker so bili 2-3. Tako da, to je bil problem. A je bilo letos več padcev, kot je ponovadi? Zelo manj odstopov je bilo, to vem. Giro zelo malo odstopi, vsaj po statistiki, no, ki sem jo videl pred 5 dnevi. Tako da, se to je povezan s traso, ne, da začetek ni bil stresen. Na Touru pričakujem na severu, v Normandiji ali kje bo, pri Lilu se mi zdi, da je štart. Tam bo norost, po moje. Pa Tour je tudi itak čist druga dirka. Mislim, čist druga. Malo drugačna. Kaj pa misliš, kaj bi se pa zgodilo, če ne bi ti ljudje padali, ki so v glavni favoriti? Landa, Roglič. Ja, Landa bi bil zraven zmagati, pa ne more, ne, ker je pač malo. Je med boljšimi, ampak ni najboljši. Zdaj, Roglič je pa... Roglič, če ne bi nikoli padel, se mi zdi, da bi lahko to zmagal. Jaz mislim, da bi zmagal. Da Jejca bi lahko Del Tora siguran. V kronometru je itak veliko pridobil. Mislim, da bi on brez padca na
makadamu, pa defekta in takih stvari, da bi on to zmagal. Ampak to je samo brez padca, ne? Pač zdaj to je pa del športa, tako da bo mogel to spremeniti, ker Grand Tour on brez padca ni končal. Je pa tudi zanimivo, da od leta 2018, ko je končal Tour, je bil na stopničke, da rečeš, pa ni končal. Ne? Ampak nažalost, meni se je celo večkrat ga ni končal. Ampak ne, meni se zdi, da je Vuelta ga rešuje. No, Vuelta ga rešuje, tam je zelo dominanten. Ja. Kaj pa glede teh mladih talentov? Isaac Del Toro je zdaj zelo... Ja, on je za 21-letnika izjemen. Tudi Pellicari, zelo dober. Misliš, da bo oni v prihodnjih sezonah kaj dosegli? Bojo gradili kolesarstvo ali bojo tako pod radarjem? Ja, zdaj nekaj časa še ne, zdaj Pogačar, še Vingegaard, Matthew in taki. Zdaj še, po mojem, ne. So tudi drugi še, ne samo ta dva, Paul Sexas, Jorgen Nordhagen in ostali. Ampak zdaj, če smo pri teh dveh, jaz dajem večje možnosti Del Toru, ampak ne prav nekih velikih, dokler bo v UAE-u, vsaj do leta 2030, če bo UAE-u, no zmagal čisto nič. Zato, ker bo Pogačar vse poberal, nikjer ne bo možnosti, kjer bo Pogačar, bo vedno pomočnik. Se je pa tudi videl na Milanu Sanremu, da ga ni bilo nikjer, tam, kjer bi mogel biti. Tako da je to spet en tak, ki zelo rad zase dirka. Jaz mislim, da pa tudi, ko bo mogel kronometer malo popraviti, ker se odkole pelu, bo pred Remko dobil par minut. Da se bo mogel malo popraviti. No, ni on toliko dominanten, kot nekateri mislijo. Tudi dolgi klanci, sej zdaj jaz nisem tle neki, ampak strokovnjak. Sam jaz bi mu svetoval, da se na dolge klance fokusira, ker to ni za zmagovalca Grand Tour. No? Se mi zdi, da ni. Da bo mogel še malo natrenirati. Ampak je pa še mlad, tako da mogoče kdaj, ampak dokler bo pa v UAE-u, pa Pogačarov pomočnik, pa nič. Ne, nikoli. Ja, to je bilo res kar težko. Ja. Pellicari pa isto, zdaj Roglič bo šel, zelo malo verjetno. V pokoj, moj še 2 leti, kaj več ne. Želimo mu čim več sreče v teh dirkah, ki bo šel pravo. Ne? Ja, da se ne bo kar nekaj poškodoval zdaj še, ker se je že zadost. Da, upam, da bo on v redu vsaj. Mogoče še zadnja stvar, ki bi jo rad slišal od tebe. Ja. Kaj pa praviš, kakšen je bil letos tehnološki priliv k temu Giru, pa mogoče še Giro zdaj, Giro je Italija, Giro je bil res karakter nekoč, ne? A je postaja bolj globalizirana dirka, tako da so si čim vedno bolj podobne, ali ima še zmeraj ta italijanski pridih, nekako vse te značilnosti Italije? Ja, kolikor odpelje, kolikor tudi narediš traso. Zdaj meni te začetki v drugih državah so malo taki nepotrebni. Sicer so zelo dobri za promocijo v drugih državah, pa razvoj kolesarstva drugje, ampak če imaš ti dirko v svoji državi, mislim, v svoji državi in je to. Meni se je Italija dosti velika, dosti lepa, da se dirka velikih klancov vedno različne lahko poberaš. Ampak Giro ima klasične klance, ki jih letos sicer ni bilo toliko zelo, ampak v končni fazi vedno si zapomniš dirko po neki, in letos smo se jo tudi ne po Albaniji, ampak po Finestriju verjetno. Tako da, ja, Giro ima svojo tradicijo in je zelo lepa dirka. No. Se mi dva so jo tudi že gledala, pa je zelo dobro. Se strinjam. Ja. Kaj pa so tehnologijo še? Ja, zdaj... Misliš, da od lani ful velike razlike niso? Ne, v kolesarstvu so razlike, ampak ne take, kot v kakšnih drugih športih. Gre počas, ne? Gre počas. Mogoče na kakšnih dirkah, kada recimo, ko imaš makadam ali pa to raveš nižji tlak, v bistvu imaš samo eno tipko, ki ti spusti zrak, ki ti jo napumpa. To lahko ti razložiš, mogoče kaj več. Ne, to sem jih mislil reči, da sem te mislil vprašati, če je kakšna nova funkcija, ki smo zdaj ta funkcija je, da pač se ti avtomatsko nafila ali pa spusti zračenca. Tlačne pumpe so. Ja. Tako da
to je novo, to smo na Rubeju videli, pa zagotovo smo imeli tudi zdaj. Ja. Ampak drugače pa nekih novih stvari, tako da bi jaz videl, nisem zasledil nobene nove stvari. Super. Ja. Hvala ti. Da pelejo klance za aerokolesi, mi je zanimiv. Visma, če ste dobro pogledali, aerokolo imel na Finester, ker je zanimiv. Pa je, da pri Vismi delajo pri Červelu novo edicijo kolesa S5 Červelo, ki bo aero in se bo pelil povsod, pa imel bo 6,8 kg, to bo Vinegard uporabljal na turu. Tako da bomo videli, ne bodo imeli več enega kolesa za ravnino, pa enega za klanc. Vsaj tako sem jaz. Ja, se, če dosežeš to limito teže, 6,8, ja. je potem ni važno, da imaš ti še en lažji kolo, ki ga itek ne smeš imeti. Ja, itak, ja. Če je aero, je to. Še bolj, da je aero, ne? Pač, če imaš 6,8, super, pa da je tok. Ja. In to so baje rekli, zdaj jaz, ta kolo sploh še ni ven prišel. Jaz sam to vem, da nekaj tacga bo, tako da mislim, da za tur bodo imeli to kolo. Pa po mojega so ga imeli že zdaj, ampak to pa ne vem zdaj. Tako da, ja, tok od tega. Hvala, Jaka. Zdaj, za to zadnjo temo, ko so povedala, si lahko tudi prejšnji pogovor se pogledate, kjer so šla malo bolj v aerodinamiko in tehniko koles, a je pomembna ali ni pomembna. Če hočete videti, kaj bo naredila za naprej, naslednji teden imamo en vrhunski pogovor pripravljen z gostom. Ja. Imamo enega gosta, kjer bomo marsikaj razkrili. Ja, o drugih športih, ne glih kolesarstvo, kar se jaz zelo komi čakam, ker ne bomo samo o kolesarstvu govorili. V bistvu tudi manj tradicionalen športov, ki je nam manj znan kot šport, ne? Ja, ampak je dobro vedeti, tudi če kaj drugega kot sam kolo. Ja, vedno. Tako da mi da bomo zelo vesela, da če se naročite, tudi to s tem pokažete, da vam je všeč in da boste veseli novih tema. Ne? Ja. In če vam bi ta video všeč, lahko date like, tudi to nam veliko pove. Ja. In midva se bova pa trudila čim več takih posnetkov narediti, pa še kakšen izziv bo prišel tudi. Dosti kratko. Ja. Se vidimo naslednji torek.